Dober večer. Hvala Petru za lepo predstavitev. Bil sem povabljen, da bi vam pričeval v bistvu o eni dolgi zgodbi, ki pa se na srečo dobro končala. Pred 3 leti so mi začela odpovedovati jetra. Takrat sem bil še v službi, drugače sem po poklicu učitelj. In tistega leta se res spomnim kot izredno težkega. Predstavljate si, zjutraj sem prišel v službo, doma nisem mogel nič jesti, zaradi tega, ker kar sem pojedel, sem izbruhal. Čez 3/4 ure, tisti, ki malo poznate medicino, čez 3/4 ure približno hrana odide iz želodca v dvanajstnik in takrat se sproži refleks, če imaš rano na želodcu in potem to vse zbruhaš. No in na takšen način je že štart dneva bil zelo slab. Do 12 sem približno vzdržal brez hrane, vmes sem nekaj pil, ob 12 sem vzel analgetik, da sem odpredaval še tisti 2 uri. In potem sem šel v avto in domov in na postajališču na avtocesti sem moral spati 1 uro, zaradi tega, ker bi drugače lahko omedlel na avtocesti. In na takšen način je tisto moje leto teklo. Na takšen način se vse to začelo. Štart odpovedovanja jeter je bil že verjetno pred dosti časa nazaj, ampak takrat pred 3 leti je pa postalo tako kritično. Ampak moram reči, da sem že takrat čutil eno božjo spodbudo, da bo z mano in da se začenja nekaj, kar bo dolgo časa trajalo in da bo naporno, ampak da bo on ves čas z mano. In potem je na takšen način leto teklo. Jaz sem v tistih začetnih 80 kil izgubil 15 kil približno. In februarja se je zgodilo, da mi telo več ni sprejemalo nobene hrane in nobene pijače. Kljub temu sem hodil v službo brez prenehanja, brez bolniške, zaradi tega, ker izredno rad učim. No, to je malo slabost, nisem hotel vzeti bolniške. In februarja se je pa to zgodilo in so me odpeljali v bolnico. Tudi temu sem nasprotoval, žena je vztrajala, da bi me odpeljali v bolnico. Skrbelo jo je zame. In potem sem bil tam in so postavili to diagnozo, da je to v bistvu ciroza, predzadnji stadij, dozadnji stadij in da tam nekje v 2 letih lahko pričakujem odpoved jeter. Veste, za družinskega človeka je to precej boleča zadeva. Služba, potem pa samo še spanje. In Marjeta je morala prevzeti čisto vse, kar je bilo ostalega, skrbeti za otroke, res je nosila ogromno težo. V tistem času sta mi moja 2 pastorja, Steve in Barbara, dala za prevajati priročnik nekega možakarja, Američana, po imenu Harvey Boyd. In tisti priročnik je za ozdravljanje v veri z Bogom. In ko sem prevajal priročnik, sem tam bral res zgodbo pri zgodbi o neverjetnih ozdravljenjih v Jezusovem imenu. Od tega, da so, zdaj govorim, ekstremne stvari, da so zrasli odsekani palci nazaj, recimo nekdo od rojstva slep je spregledal. No, in ta priročnik sem jaz prevedel in uredil in sem pač prišel na idejo, da Bog lahko ozdravi tudi moja jetra, kljub temu, da so v zadnji fazi ciroze.
In smo res začeli moliti in to. In prišlo je do nekega zboljšanja. Ampak veste, to je tisto zboljšanje, ki ni dokončno. Ko se sprašuješ, če je Božja volja, da ozdraviš ali ne, zaradi tega, ker malo ozdraviš, ampak še vedno ostaja neka rezerva, ki ti res daje dvome v tebe, kaj s tabo je, če si zdrav, nisi zdrav. V tem času nisem mogel imeti nobene službe, ker me niso spustili prek pregleda za medicino dela, ker so bili jetrni encimi preprosto preslabi. Ti jetrni rezultati so bili kot pri najhujšem pijancu, kar si ga lahko mislite, pri človeku, ki je 50 let pil, in dejansko sem s takimi v sobi tudi ležal. Ja. No, ampak recimo, da se je zboljšalo za polovico in tako sem bil upogumljen in sem zaradi tega, da bi imeli malo več sredstev, malo več financ, začel delati po raznih priložnostnih delih. Ampak to so bila fizična dela, ne? Na takšen način sem šel v tovarno, pohištveno tovarno, za nekaj mesecev, pa sem delal pri neki firmi, ki dela neko vrtnarsko opremo in tako. In izkazalo se je, da je bilo tisto delo prehudo zame. In kar naenkrat se je zgodilo, da se je v trebuhu začela nabirati voda in to so bile res ogromne količine. Tej vodi se reče ascites. To ni voda v trebuhu čista kot, ne vem, sterilizirana voda. To je rumenkaste barve in je tudi polna hrane. Se pravi, ne koščko hrane, ne zelenjave in tako, ampak predelanih beljakovin, ki jih telo ni moglo več absorbirati. In takrat, ko ti ven potegnejo to vodo, hkrati izgubiš ogromno hrane iz telesa. In to take prvovrstne, že predelane, ki so jo organi izločili. In tu prosto plava v trebušni votlini. No in to se je zgodilo. In takrat sem poklical svojega specialista in mu povedal, da se je situacija blazno zaostrila, da me naj prosim vrne na transplantacijsko listo, na katero sem bil prej uvrščen. In res me je vrnil, moral je preskočiti nekaj birokratskih omejitev zaradi tega, malo kakšne številke dopisati. Ampak dejansko je bilo tako slabo, da sem bil prav statistično ocenjen po rezultatih, da ni možno, da bi preživel še kakšno leto. Da ni možno. In 3 dni po tistem, ko sem bil uvrščen na transplantacijsko listo, me je zvečer ob 10 poklical kirurg. Res je zanimivo, na kakšen prijazen način in vsakdanje človeku rečejo, da mu bodo zamenjali jetra. Reče, dober večer, gospod Tomaž, pozdravljeni. Mi pa imamo nekaj za vas. Mi smo nekaj dobili. Ja. A bi mogoče lahko danes večer prišli? Če se odločite, da pridete, potem prosim pridite danes večer, zato ker jutri bo že prepozno. Malo privijane. No, in takrat, ko sem to slišal, sem rekel, glej, pred 3 dnevi so me uvrstili na listo in zdaj je že transplantacija. Ja, oprostite, govorim brez zapiskov, sem pozabil vmes povedati, da so mi že enkrat transplantacijo ponudili vmes, 1 leto pred tem. In sem jo zavrnil zaradi tega, ker sem močno verjel Bogu. Res, z isto vero, kot tudi kasneje. Ampak zavrnil sem v veri,
in nisem bil ozdravljen. Ko so mi pa zdaj ponudili transplantacijo, sem pa jo že z veseljem čakal. No, potem sem zbudil otroke, pa sem rekel, vajen Atek gre na operacijo. Mogoče se več ne vidimo, ampak zaupamo, da bo Bog vse držal v rokah. Sporočil sem tudi svoji skupnosti in se priporočil molitev in pol me je žena odpeljala na operacijo. Ko sem prišel tja, so me pač uredili in to. In zjutraj, potem ob 8 je bila operacija, dobro je potekala, 9 ur dolga. Vse je bilo okej. In človek bi mislil, evo, zdaj je pa na človeški način urejeno to, kar je bilo narobe. Tista stara jetra, pokvarjena, bodo vzeli ven, dali bodo nova, do konca življenja bom na zdravilih, na imunosupresivih. In to je to. Ampak potem pa se je zgodilo, da je 5. dan po operaciji prišlo do zavrnitve. In ta zavrnitev je morala biti izredno huda in izredno na hitro, zato ker takrat, ko so jo že odkrili, je že napravila veliko škodo na teh jetrih. Takrat, ko doživiš zavrnitev po transplantaciji, potem ti dajo veliko dozo enih zdravil, ko se jim reče Medrol. To je tako zelo splošno in zelo brutalno zdravilo, ki ti pač v mojem primeru udari po imunskem sistemu in ti reštarta in imaš potem imunski sistem kot od dojenčka. In na takšen način on lahko spregleda novi organ v telesu in lahko gremo dalje. No, 10. dan po operaciji so me poslali pa domov. In ko pridem domov, v nekaj dnevih se je začel ta ascites ponovno nabirati. Veste, tam, če ima človek 70 kg, potem je 8-9 litrov tekočine v trebuhu kar precej. Če malo poskočiš, čutiš, kako ta voda čofota v tvojem trebuhu. Če sediš, ti pritiska na žile in ti noge začnejo dreveneti, pol otečeš vse ude, otečeš, dobiš debele noge. No, ampak je pa postalo pa še hujše. Potem sem prosil, da bi me ponovno sprejeli v bolnico. Čim so me videli, so rekli, vi morate obvezno priti nazaj, ampak vsi so se čudili, kaj bi lahko bilo narobe, zaradi tega, ker ascites nekaj časa po taki operaciji notranjih teh organov še nekaj časa izteka, ampak potem se pa ustavi. Pri meni ga pa je bilo vedno več. In na takšen način sem bil prvi mesec v bolnici in so preiskovali vse možno, kaj bi lahko bil vzrok še zraven tega, da je bila pač tista zavrnitev. Ko so pregledali to po aparatih, so ugotovili čisto spremenjena jetra, uničena, celo barva je bila drugačna, žile niso bile več prehodne, nič ni več štimalo. No, in zdaj se pa začne ta zgodba o tem, na kakšen način sem to z Bogom dal skozi. Najhujše so bile noči. Punktirali so ta trebuh, so punktirali približno vsak teden enkrat, niso želeli večkrat, zaradi tega, ker potem je tega ascitesa vedno več. In najhujše so bile noči. Spal sem lahko samo tako z dvignenim vzglavjem gor in ta voda je pritiskala na trebuh, pritiskala na vse
in na srce in mi je zalila pljuča. Zaradi tega sem lahko dihal samo še s polovico pljuč. In takrat sem res spraševal Gospoda, Gospod, kaj zdaj to pomeni? Prej me nisi ozdravil, oziroma nekaj na pol, zdaj so napravili transplantacijo in je spet vse narobe. Kaj mi hočeš povedati? Kaj mi hočeš s tem povedati? Marjeta hodi na obisk, vsa prestrašena, kaj bo, ali me bo še videla živega, ali me bo srečala na intenzivnem, ali kaj bo. In sem mu rekel, Gospod, zakaj me tako napenjaš? Zakaj me napenjaš do roba, ko bi ti že lahko zameril, Gospod, da si me preveč privil? A veste, in vsakič, ko sem ga to vprašal, sem dobil odgovor ne z besedami, ampak res mir v srcu, ki je pravil, Tomaž, ta scites ne bo tvoj problem. Sem rekel, pa kak ne bo moj problem? Poglej me zdaj, je minul 1. mesec, je minul 2. mesec. Na kakšen način to ne bo moj problem? Okrog mene umirajoči ljudje. Neki možakar, ki je bil pred 3 leti v bolnici in je bil tam zraven, učitelj telovadbe, in je bil pijanec. Mišičast možakar, star 60 let. In tistega so pripeljali v sobo in je tam v roku 3-4 dni umrl, zraven mene. Človek, ki sem ga takrat poznal. Žalostno je bilo, no? Ampak jaz sem imel ves čas telefon pri sebi in sem bil kot priraščen na svoj telefon. A veste, razvada, moderna razvada, in bil na YouTubeu. In sem poslušal ves čas slavljenje, to, ono, tretje. Izredno me je nagovarjal McElmon Terry, če mogoče poznate. To je one-man band, psalme poje. Pol sem poslušal knjigo Romarjev Napredek, Pilgrim's Progress. In to so take navdihnjene stvari in so me opogumljale. No, in potem je bilo s to vodo v trebuhu že precej hudo. Jaz sem kljub temu vsak večer šel gor in dol po stopnišču, ker sem pač včasih bil tekač in nisem hodil tega pozabiti, da redna telovadba lahko pomaga. Ne? In sem hodil gor in dol, ampak ta voda je vedno bolj pritiskala na srce. In ko sem nehal, me je bolelo srce. In potem sem spet šel v posteljo in spet tam Boga spraševal in to je bilo dan za dnev. Ok, no, in zaradi te količine diuretikov, to so sredstva za odvajanje vode, so mi nazadnje odpovedali ledvice. In to obe ledvici. In nisem mogel več spuščati vode iz telesa. In doktori, ko so prišli, so rekli, veste, zdaj nam preostane še ena možnost. Zdaj boste dobili 500 mg tiste zadeve, kar je 10-kratna doza za običajnega bolnika. Naslednjič bomo pa poskusili s 1200 mg na žilo. In že tistih 500 mg je takih, da ko ti to dobiš, da hodiš ves čas na stranišče in to gre 6-7 litrov na tak način ven iz človeka. In grejo vitamini in minerali in vse gre. In nazadnje tudi od tega več ne moreš hoditi. In jaz sem takrat molil k Bogu. In sem rekel, Gospod, zdravniki ne vejo, kaj napraviti z mano. Poglej, ledvice so mi uničili. Več nič ne dela.
prosim, nekaj napravi, jaz sem prepričan, da to, da dobim, da dobim 25-kratno dozo diuretika, ni prava stvar za mene, ker že zdaj ne morem več hoditi. Prosim, nekaj napravi, naj ne dobim te doze. In ravno tisti večer je bil tam dežurni zdravnik, ki je bil malo paranoičen glede vseh bolnikov in je vsakega posebej pregledoval in posebej glede mene, ker so ga opozorili. In je dal napraviti test, krvni test, v kakšnem stanju je moje srce, še prej pa tisti elektrokardiogram. In so ugotovili, da sem v nevarnosti infarkta. Na ta način so me dali na intenzivo in v soboto sem bil tam. Neki možakar je močno želel iti v gornje sobe, v oddelek, da bi lahko normalno živel, ker je bil že predolgo časa tam, na intenzivi ne smeš hoditi. On je pa imel neke žile v požiralniku in vse to in so ga poslali gor. In on je cel dan je jedel kruhove skorje, trde kruhove skorje in zvečer so se mu žilice v požiralniku potrgale. In njega so pripeljali nazaj in je bruhal kri. Do takrat se je intenziva že napolnila in so rabili posteljo, da bi onega človeka ponovno priklopili. In so se spraševali, kje bi dobili prosto posteljo. In je bila tam doktorica, ki me je dobro poznala in je vedela, da nisem ravno v takem slabem stanju in me vprašala, če bi mogoče mene poslali proč, na gornji oddelek. In so me vrnili, ampak ne v isto sobo, ampak v drugo sobo, kjer je bil glavni zdravnik, moj specialist. In na takšen način nisem dobil tiste konjske doze diuretika, ampak sem se znašel v drugi sobi. No, v petek sem molil, v nedeljo sem bil v drugi sobi. In po moji izkušnji, takrat, ko stvari zagustijo, takrat, ko je res gre za življenje, da takrat Bog poseže z vso močjo in premeša situacijo kot šahovske figure na plošči. No, še lahko malo povem, ker sem bil pač dolgo časa v bolnici. Bil sem tam 3 meseca pa pol, na vse zadnje. In tam je res en nabor, en venček ljudi po sobah, ki so vsi v ogromnem strahu. A veste, ne vem, če ste kdaj bili toliko časa v bolnici, da bi to opazili, ampak bolniki so drug proti drugemu privoščljivi in nevoščljivi in tako. In takrat, ko nekdo sliši, da bo drugi imel gastroskopijo, ki je tisti kabel skozi usta in potem zelo daleč pač skozi želodec in to, in se strašijo med sabo. In tam je res strah v sobah. In jaz sem pa še vedno ves čas slavil in klical Gospoda in blagoslavljal svoje cimre in tako. In sem rekel, da ta strah ni dobro, da je s človekom. Ni dobro. In sem vedno, ko sem slišal, da kdo koga straši in kako bo grozno, in sem rekel, nič se ne sekiraj, vse, kar se človeku hudega dogaja, enkrat mine. Mine pač tudi pri smrti, ne? Ampak enkrat mine. In to je moje spoznanje glede tega življenja. Vse, kar je hudega, enkrat mine. Tudi posegi minejo. So skrajno neprijetni, ampak minejo. In ko se človek nazaj spominja, kako se je bal recimo tega, da mu bodo zabodli iglo v jetra, je potem vidi, da je bil strah neprimerno velik v primerjavi z resnično stvarjo. In jaz sem prepričan, da v tej luči človek lahko prenese čisto vse, kar ga v življenju doleti, še posebej z Božjo pomočjo. Zato, ker Bog tolaži,
Bog to laži preizkušenega. Bog tudi spremlja svoje zveste ves čas. Bog ne spusti človeka, ki zaupa v njegovo ime. Bil je tam cimer v sobi, s katerim sva se precej dobro zastopila in sem mu govoril o Jezusu. In me je okregal, ker mu govorim o Jezusu in o nebesih. Potem čez nekaj dni sem spet poskusil. In me je spet skregal in je rekel, nikoli več mi ne govori o Jezusu, jaz imam s tem slabe izkušnje, nočem imeti nič s tem. No, potem, ko pa sem mu tretjič, je pa rekel, daj, če hočeš, glej, jaz že od nekdaj trpim zaradi nespečnosti in tudi tu ne morem spati še posebej, ker me boli. In ta človek je imel neko vnetje slino, ki je obupno hudo in je jedel zvečer lekadole kot bombončke. In sva molila in sva prosila Jezusa in tudi on sam ga je prosil, da mu naj olajša nespečnost, ne samo v bolnici, ampak zavedno. No, še vedno sva nekaj v stiku s tem človekom in pravi, da od takrat dalje je on zelo dobro spečen. Ja. Ok. Takrat sem res bil izredno čustven človek v bolnici. To se menda zgodi po takih operacijah že samo po sebi, ampak lahko vam povem, da ko je prišla moja družina in otroka in sem čutil, da sem ločen od njih, da več nisem v isti zgodbi, da več nisem v istem življenju, da oni živijo nekje drugje, zunaj, jaz pa v tej sterilni bolnišnici. Strašno žalosten sem bil, izredno žalosten. Vsakič, ko so odšli, sem včasih tudi jokal. In takrat sem imel še vedno zalita pljuča, ker so pač nekako pričakovali, da se bodo sama nekako, da bodo potegnila to vodo proč skozi tkiva, da bo šla, ampak ni šla. In sem vedno težje dihal, res samo z enimi pljuči. Lahko sem spal samo na eni strani, pa samo na hrbtu, pa samo pod takim kotom. In so me poslali na punktiranje, tokrat pljuč, ven, da bi stočili vodo. Je res je bilo notri 1,5 litra vode, pač pod to mreno, ko je pritiskalo. In takrat sem se pogovarjal s sestro in me vprašala, če imam kaj otrok. Takrat sem se spomnil, da sem prišel v bolnico, ko je bilo še poletje, direktno po tistem, ko smo prišli z morja. Sem pa v bolnici še vedno malenkost pred 1. novembrom. Zunaj že vse mrzlo in megleno. In to mi je bilo tako žalostno, veste, in sem rekel Bogu, Bog, zakaj mi daješ ta mir v srce vsakič, ko te vprašam, če pogled, 3 mesece so mimo in ni konca. Ok. No, vseeno so me pol spustili. Zaradi tega, ker je doktor, ne vem, ali je malenkost je obupal, malenkost je pa poskusil še nekaj drugega, da bi me poslali domov, če si bom mogoče upomogel doma. In tako sem bil potem doma in sem hodil 1-krat, 2-krat na teden, pač, da so vodo ven pošiljali. Takrat sem imel že tam 56 kil. In ja, potem je prišel januar, februar in vse je bilo izredno intenzivno. Prvi dan, ko sem prišel iz bolnice in nisem imel vode v trebuhu, več nisem čutil te polnosti in sem najprej en dan kašljal in nisem mogel biti pokonci.
drugi dan je bilo približno v redu, ampak že 1 liter v trebuhu. Tretji dan je pa bilo spet težko. In več nisem, takrat sem pa zgubil vero. Nisem zgubil vero, da me bo Bog zdravil. Ja, zgubil sem vero, da me bo Bog zdravil, nisem pa zgubil vere, da je to zmožen napraviti. Jaz sem vedel, da on to zmože napraviti. Vedel sem tudi, da mi daje v srce, da bom zdravel. Nisem razumel, kako naj to uredim v svoji glavi. In takrat sem nehal doma slaviti, peti pesmi, brati Sveto pismo. Gledal sem akcijske filme, Rambota in takšne stvari, ko malo moškemu dvignejo testosteron in tako, se počuti bolj pogumnega, ne? No, moram pa reči, da pa več nisem verjel. Jaz sem rekel, Bog, ti mi to nekaj daješ, nekaj iz prihodnosti, neki občutek, neko veselje, ma kot da bo vse v redu. Dobro, verjamem ti, da nekje pri tebi to je v redu, ampak ni pa v redu pri meni. Tako da, Gospod, ne bom te zavrnil, skrbiš za mene, ampak ni boljše. No, potem je pa v naši cerkvi gostovala neka karizmatična gospa, Stovnova iz Amerike, in je pač molila za vsakega. Ampak za me ni molila. In brez da bi kdo kaj rekel, v kakšnem stanju to je rekla, ti boš pa zdaj ozdravel. Jaz sem si mislil, no, dobro. Prav, vzamemo to z vso dobro držo, z vsem elanom. Ja, No, sem pa vsako jutro pomagal rihtati deco, včasih sem jo celo pelil v vrtec. In zjutraj sem imel problem, ker se nisem mogel skloniti, ko sem zavezoval čevlje. Zaradi tega, ker so bila jetra toliko otečena, da preprosto nisem mogel se skloniti. In naslednje jutro sem si zavezoval čevlje in sem se brez problema sklonil. In sem rekel, kaj je pa zdaj to? A nečesa ne čutim? A so odpovedali kakšni živci, da ne čutim tega? Medtem je pa doktor že planiral, da mi bodo napravili operacijo, ki bo olajšala to stanje, zato ker pač kri več ni mogla teči skozi jetra, na posnetkih so bila jetra, so imela žile zgubane, neprehodne, take, in so imeli v načrtu neko operacijo, ki bi povezala žile. Da bi se to razbremenilo. In so me poslali še enkrat na CT, do takrat sem bil že 4-krat na CT-ju. In neverjetno, bil je posnetek, črno na belem, ja, da so bila jetra res čisto neprepoznavna, čisto drugačna, vsi pritiski krvi normalni. In moj zaposleni specialist, zelo zasedeni specialist, je takoj odpovedal operacijo in to sem zvedel komaj čez 1 teden, ko sem ga vprašal. Moral sem mu napisati mail, ja, doktor Hafner, kak je zdaj s tisto mojo operacijo, kdaj pridem? In on napisal, ja, pozabil povedati, dobra novica, odpovedana operacija. Ja. No, in potem so stvari šle samo še na boljše. In spet sem lahko zaživel z družino. In veste, taka hvaležnost se je v meni do Gospoda porodila. In ko me zdaj že ves čas, 1 leto, premlevam za nazaj, da tisti mir, ki mi ga je dajal Gospod, in tisti elan, češ, ne sekiraj se, vse bo dobro, da tisto ni bilo iz trte zvito,
Tisto, ko sem ležal v posli in sem rekel, Bog, zakaj me tako napenjaš, zakaj me tako privijaš, jaz bom počel, ne morem več. Da tisto ni bilo iz trte zvito, tista tolažba, ampak je trajalo pol leta takega intenzivnega življenja, da se je uresničilo. Takrat dalje sem tako hvaležen za vsako stvar, ki jo lahko spet počnem, da lahko grem laufat s sinom, da sem lahko prisoten v svoji družini. Ja. In bi vam priporočal, kdor je v stiski, če ima Božji mir v srcu, glede tiste zadeve, to se mora zgoditi. To se bo zgodilo. In Bog spremlja človeka skozi stiske, spremlja ga, ko je privit kot šrauf cvingu, da več ne more nikamor, ne v glavi, ne v telesu. Ga spremlja in ga lajša in ga tolaži v njegovih mukah. Ves čas je z njim. No, upam, da se niste naveličali te zgodbe o vodi v trebuhu. Ja. To je to. Mislim, da z ženo še vedno prihajava k sebi po vsem tem, ampak hvala Bogu, prihajava po dobrem koncu. In zelo sem hvaležen svoji skupnosti. Zaradi tega, ker takrat, ko nisem več verjel, imam občutek, da so drugi verjeli za mene. In oni klicali k Bogu za mene. Ki sem gledal Rambuta ob večeru. Ja, Rambo ima 5 delov, Rocky ima 6 delov, zadnji se imenuje Creed. Ja. To. In v tistem času so drugi za mene klicali k Bogu in govorili, da verjamejo, da me bo ozdravel. Ozdravel. Ok, no to je to.